come on, what up, and let's go. Sneta stari znanci, instagramci, facebookaši in ostali pristaši. A vas sploh zanima, kva tukaj dogaja? Na kavču z mano sedela bo raja. Uživo bo tekla naša beseda, sproščen pogovor. Spoljan, seveda, kul atmosfera in kupica vprašanj. Zbrani bodo gosti vsi spoljan. Ma dosti zdaj repanja, to mi res ne gre. Če se da se ta podcast začne. Za konc vam povem še njegovo ime. Poljanski kavč, v zvezde naj gre. Ojke, poljanski ljubitelji kavča, dobrodošli v novi epizodi naših pogovorov. Hvala, ker nas gledate, poslušate in spremljate. Danes je z nami ambiciozna mlada ustvarjalka, Ljubljančanka, ljubiteljica potovanj, otrok, gledališča, rojstnih dni, poletja, upokojena plesna tekmovalka, visoko motivirana bodoča študentka, aktualna maturantka gimnazije Poljane, z nami na kavču Brina Rakun. Okay. Čau, Brina. Dobar dan. Kako sva? Super. Se kaj veseliš pogovora? Zelo. Malo sem sicer živčna, ne vem, kaj ste zame pripravili, ne vem, koga ste vse izprašali, ampak upam, da bo. Ja, izprašal sem kar nekaj ljudi. Lahko ti zaupam, 6 ljudi sem izprašal. Od tega 4 učitelje. Super. In 2 še tako malo. Ja, lej, upam, da bova naredila zanimivo, gledljivo epizodo. Če sva pripravljena, štartava. Jaz predlagam, da začneva s Poljanami, glede na to, da je to poljanski kavč. Ja. In bom pogovor otvoril z sledečim vprašanjem. Če Poljan ne bi bilo, potem tudi tebe ne bi bilo. Oba tvoja starša sta bila Poljanca, sta se našla na Poljanah, zaljubila in zdaj se midva pogovarjava tukaj Tako. na nekem pogovoru. Ja. Kako zanimiv začetek najinega pogovora, kaj ne? Ja, dost. V resnici sta se poznala čist na koncu Poljan, na maturantskem plesu, tako da. So iskrice preskočile? Ja, očitno, ja. Mislim, glede na to, da sem tukaj čez 30 let, ja, so kar preskočile, ja. Povej mi, a sta tvoja dva starša kaj vplivala na tebe pri izbiri, da si prišla na Poljane? Mislim, ne zares. Mami mi je iz heca vedno govorila, da pač so Poljane edina pametna šola, ampak drugačne se pa kar sama odločam. Ampak v resnici nikoli nista dajala nobenega pritiska name. To je bila v bistvu edina stvar, ki me je odvračala od tega, da bi šla na Poljane, da sta bila one dva že tukaj. Tako da so mi mogli biti res všeč, da sem tukaj pristala. In mi ni žal, da sem tukaj, sigurno. S čim smo te pa prepričali, ker vem, da nismo bili ravno uspešni na informativnem dnevu, ali kako? Ja, ste bili uspešni na informativnem dnevu. Jaz vem, da sem prišla v 8. razredu, točno v to dvorano, na informativni dan, tisto predstavitev osnovno. Ja. In sem sedela tam zadnji nekje, tam čisto zadnji, v zadnji vrstni. In je imela Cviren, ki je zdajšnja moja razredničarka, predstavitev in je razlagala o Poljanah in vse to. In jaz sem prav mami rekla, da mi je ful všeč ta šola, da mi je ful všeč ta dvorana in da mi je ful všeč ta profesorca in da bi prav njo imela za razredničarko. In potem sem imela čez 2 leti prišla prvi šolski dan na Poljane in je bila ona moja razredničarka. No in potem ti je uspelo priti na Poljane. A mi lahko zaupaš, kaj so te Poljane naučile, kakšne lekcije so ti dajale? Česa se boš zapomnila s Poljan? Poljane so mi definitivno dale ful enih neprecenljivih prijateljstev, to sigurno, in sošolci in na poljanskem odru. Poljanski odr definitivno je ena stvar, ki si bom najbolj zapomnila iz celotne izkušnje na Poljanah. Predvsem so mi Poljane dale eno tako okolje, ki mi je ful omogočilo, da najdem sebe, tako da se mi zdi, da sem se res našla tukaj in zelo začutila v teh 4 letih. Tako da, ja. Kdaj ti je bilo najtežje, kaj ti je bilo všeč, si že povedala, kaj ti pa ni bilo všeč? A je kaj tazga, kaj ti ni všeč? Vsi naravoslovni predmeti. Dobro, samo to imajo vse šole, ne? Ja, to imajo vse šole, tako da tega se ne bi znebila na kjerikoli drugi gimnaziji. Drugače mi je pa najtežji prvo polletje 1. letnika, takrat sem najbolj trpela. Ker sem se mogla navaditi na nov sistem, novi profesorji, dosti mi je bilo težko. Kaj je težkega v tem prehodu iz osnovne šole v gimnazijo? Pa meni se zdi, da
Sploh, če si tako, kot sem bila jaz, takrat, da sem se res ful obremenjevala za vsako oceno, je ful stresno, da ti ne veš, kaj profesor hoče od tebe. Ni tako, ti ne bo prišel prvo uro in bo rekel, ja, lej, vse imam v resnici na Facebook strani tam stare teste, ki si jih lahko pogledaš, pa so basically isti, oziroma zelo podobni. Jaz sem to ugotovila še na koncu prvega letnika, vsi ostali sošolci so se že prej učili, jaz ne vem, kako tega nisem izvedela prej. In je stresno, da ne veš, kaj v resnici hoče od tebe. Moraš samo ugotoviti na kak način, kako se pri vsakem predmetu čim bolj pripraviti v čim krajšem času. Kar pa, ja, ni lahko. Kako se kaj razumeš s profesorji? Mogoče katerega profesora bi izpostavila, zakaj recimo ravno njega? Jaz moram reči, da se sploh v 4. letniku s čisto vsemi, ki me učijo, razumem. Prej v malo bolj zgodnih letnikih oziroma 1., 2. letnik se nisem čisto vsemi, ampak zdaj na koncu te, ki me učijo, so mi super. Če bi pa lahko izpostavila par profesorjev, pa definitivno prvega bi izpostavila Jakliča, sigurno. Tako je. Z njem sem imela največ nekih, kako bi to rekla, dogodivščin oziroma nekih stresnih situacij in dram in jokov in ne vem kakšnih vseh predur. Potem definitivno bi tudi rekla, da se je profesor Osredkar zelo izkazal, sicer je nov profesor, ampak meni je super, zelo imam rada njegove ure. Natali me je veliko naučila, z Natali se ful dobro razumem. To zdaj s profesor Jarič se še boljš razumem, kot prej, po mojem zaradi tega, ker pač me ne uči več biologije in je potem lažje se razumeti z mano, zato ker pač prej sem išla po mojem občasno na živce, ker pač sem bila totalno lost cause, kar se tiče biologije. Tako da zdaj, ko sem se znebila biologije, sem mi kar naenkrat tako še ful bolj fajn, tako da zdaj se super med odmori pogovarjava kdaj čistko. Tako da, ja, še bi se našli profesori. A so drugačni odnosi s profesori v 1. letniku kot v 4. potem? Sigurno. Meni se zdi, da v 4. letniku je po mojem, da ravno najboljša stvar to, da te profesori malo drugače gledajo. Nek drugačen odnos imajo do tebe, še vedno imajo. In tudi ti njih, verjetno. Ja, sigurno. Imajo še vedno avtoriteto, še vedno imam veliko spoštovanja do njih, ampak se mi zdi, da je še vedno nek bližji odnos, nekako ti dajo že kakšne nasvete, tako, ki ti jih mogoče ne bi dal v 1. letniku, ne vem, kako kaj malo lažje prideti skozi, ne vem, prematuri ali pa kaj tazga. Tako da se mi zdi, da je definitivno njihov pristop do dijakov v 4. letniku sigurno drugačen, no? Vsaj pri večini. No, ampak midva se bova zdaj malo bolj ustavila pri številki 1, pri profesorju Jakliču. Kar naprej si pri profesorju Jakliču za matematiko, njegov predmet je nekako bi lahko omenil kot nekakšna jutranja mora, ker se dobivaš z njim v predurah, v nagovorilnih urah, ki jih ima on ob 7. in potem vadita njegov predmet, se pravi matematiko. Ja. Zdaj, kaj je to? A so to križane gore ali podobne fraze, ki jih pač obnavljata, ali kako je s tem? Ja, kako bi to sploh, ne vem, kje ne začnem. Mogoče s tem, da sem grozna v matematiki, absolutno grozna, tako res, ni mi več pomoči, tako noben mi ne more več pomagati. Ampak mi pa nikoli ni bilo vseeno za matematiko, vedno sem si prizadevala za njo, ker sem vedela, če si ne bom pogrnila na celi črti. In nekako že od 1. letnika pridno in vztrajno poskušam razpucati vse nejasnosti, redno, sproti, z Jakličem pred poukom, ker gre med urami za moj okus čisto prehiter in velikokrat sam ne sledim. To, da se spravljaš reševati matematičnih problemov sproti in situacij, ki jih imaš pri matematiki, da to delaš sproti in da razrešuješ nejasnosti, to je po moje edina pot. Ja, mislim, nisem jih glih ful obnesla, no, še vedno je ful pogosto, da prvič, ko pišem neko snov, pišem 1, tako da ne vem, koliko mi to glih ful pomaga, ne vem, če to zdaj rečem, ja, pejte na preduro k Jakliču, ful se splača, ker je dejstvo, da tako, to je malo ali bo ali pa ne bo. Lahko naredim cel zvezek vaj in bo še vedno 1. Pa lahko grem 3-krat k Jakliču, 5-krat, 10-krat, pa bo še vedno 1. Tako da odvisno od snovi, ampak definitivno se pa kar dosti nejasnosti razpuca 1 na 1, no. To pa. Ne pa očitno dovolj vedno, da pač pišem tistih 50%. Profesor Jaklič mi je zaupal, da si znala ločevati učitelja od predmeta.
Ja. Kar pomeni, on uči zelo zahteven predmet, a ne? In lahko bi tudi posledično ga lahko jemala kot drugačnega človeka, kot je sicer. Ne? Ja. Pri tebi pa to ravno obratno. A ne? Ja. In mislim, meni se itak vsi prijatelji, ki me poznajo in vejo mojo zgodbo z matematiko in družina, smejijo, ker skozi govorim, da je moj najljubši profesor za matematiko, ampak pač matematiko preziram popolnoma, tako da res. Ne vem, kako je do tega sploh prišlo, ampak ja, definitivno ločam. Ni zdaj, da zato, ker mi pa ne gre matematika, pa zdaj vso frustracijo zaradi matematike spravila na učitelja, tako da z njim se super razumem. No, super. Matura je pred vrati. Povej mi, kako se pripravljaš na maturo, koliko učenja vlagaš v maturo, kakšne rezultate pričakuješ, mogoče tudi pri matematiki? Ne pričakujem nobenih rezultatov, zato ker to sploh ne bom začela. Nič ne pričakujem, ker to je pol sam stres in neko obremenjevanje. Ja, seveda, čakaj malo, počasi. Pričakuješ, da narediš maturo 23? Ja, dobro, to pričakujem, da naredim, ampak ne pa zdaj, koliko bom dobro naredila, to pa nimam pričakovan. Kaj si vzela za maturo, za maturitetni predmet? Poleg teh treh obveznih predmetov si vzela še? Psihologijo in španščino. To dvoje ti gre boljš? To gre boljš kot matematika? Vse gre boljš kot matematika. Kaj imaš pa od tega najrajš? Kjer predmet imaš najraje? Psihologijo. V psihologiji sem se ful našla, moram reči. Ta predmet se mi zdi, da me je najbolj očaral v celotni srednji šoli. Od prve ure mi je ful zanimivno. Bojda sodeluješ tudi pri organizaciji maturantskega plesa. Ja. Kako sodeluješ? Kako to poteka? Lahko malo več zvemo o tem. V resnici... Kot predstavnica razreda ali kot šole? Oboje. V bistvu smo se odločili, da bo organiziral naš maturantski ples Bolero, v katerem sem plesala 10 let in potem se je nekako zdelo najbolj smiselno, ker pač poznam vse ljudi tam, ki organizirajo to, da sem jaz nekako vezni člen med šolo in njimi, tako da, ja. Maturantski ples boš imela v kratkem, a ne? Ja. Obleko, čevlje, styling imaš že izbrano? Ja. Čevljev še nimam kupljenih, ker mora biti najprej obleka narejena. Zdaj, čez en teden jo grem iskat. Tako da potem pa samo še nabavim čevlje in to je to. Kakšne pete? Visoke? Visoke pete. Super. Zdaj se pa lahko pogovarjava o eni stvari, ki meni pade zelo v oči, ko se tu in tam znajdem na maturantskem plesu. In sicer hoja v visokih petkah. Ja. To hoja v petkah 90-95% dijakinj Ne zna. In to zgleda grozno. In kaj je tukaj vprašanje? Moj komentar samo. Ja, mislim, lažje, če so udobne pete. Jaz sem naredila eno ful veliko napako na valeti in sem si vzela čistanke, toliko visoke pete, na špico zaprte. Sem umirala od bolečin. Težko hoditi v visokih petkah? Je, ne? Odvisno, kakšne so, ampak če so take, kot sem rekla, da sem jih imela na valeti ful, ker je ravnotežje čisto spremenjeno, tako celo težo imaš na unih parih kvadratnih centimetrih. Na prstih ali na petah? Na prstih. Na prstih, ja. Mora ti biti udobne, to sem se naučila od valete, tako da si bom sigurno ene udobne kupila. Daj vas pregovoriti še iskreno o tvojih sošolcih ali pa o Poljancih. Kakšna je klapa je to? Za kakšno klapo gre to? Lahko govoriva širše o Poljancih, lahko govoriva ožje o sošolcih iz razreda, tako nasplošno. Zdaj, če najprej širše, jaz bi rekla, da smo Poljanci. Definitivno malo odbita bitja. Mogoče eni ne zgledamo tako na ven neki ful posebni ali pa karkoli, pa smo mogoče pol, ker nas poznaš, mogoče malo bolj odštekani. Eni pa to izražajo že prek svojega stila, frizur, oblek, čevljev. In mene je to v resnici najbolj pritegnilo k Poljanam. Ljudje, ki jih srečujem na hodnikih, drugačen vibe dajo kot druge šole. Odštekani, odbiti v kakšnem smislu? Ja, ali pač čist po stilu, ali frizure, ali oblačenja, ali frizure, ne vem, načinu hoje, načinu govora, kaj jaz vem kaj. Ali pa pač potem, ko nekoga spoznaš, pa ti mogoče sploh ne zgleda, da je bil tako malo odbit, pa se pa pogovarjaš z njim, pa si tako, všeč mi je tvoj način razmišljanja, ali pa tako priješ do neke točke, kjer imaš, ne vem, isti pogled, ali pa mogoče čist popolnoma drugačen pogled na neko situacijo oziroma na svet mogoče tudi. Ampak se mi zdi, da, ne vem, ful imam rada debate z ljudmi na Poljanah, ker se mi zdi, da ima tako vsak zelo dober, ne vsak,
ne vsak, ampak večina, dosti dobro razdelane argumente, zakaj stoji za nečem. In se mi zdi, da potem velikokrat pridejo kar dobre debate, no. In pa pogovor. Na Poljanah si sodelovala na mnogih projektih, predstavah, dogodkih, kjer si se lahko pokazala, izrazila in nastopila. Dajva najprej našteti, kaj vse si počela na Poljanah. Ma naštejem jaz? Ja, Ajde. Prav, prvi letnik si nastopala na BNK-ju z neko plesno točko, ne? Takrat, ko si še ukvarjala se s plesom. ja, A potem si na koncu prvega letnika, na koncu prvega letnika si sodelovala pri snovanju predstave, a ne? ja, Za 120-letnico šole, ki nikoli ni bila uprizorjena zaradi zaprtja družbe. Ja. ja, Potem si jeseni nastopila na prireditvi v počastitev ustreljenim talcem, a ne? točno, ja. Neke recitacije si imela, branjem pesmi in to. Nastopila si v predstavi Poljanskega odra, v predstavi Nebo in tako. Kaj od tega te je začaralo? A samo ena stvar. A lahko pa vse, se lahko, ne vem. Mislim, BNK je bil... A sem pozabil še kakšno stvar? Ne. Te zdaj sem štiri, ne. Ja. Ja, BNK je bil definitivno poseben, zato ker vem, da sem imela tudi bratranca na Poljanah in mi je govoril, da je pa BNK nekaj zame, da to pa moram probati tudi nastopati, ker je vedel, da plešem. In sem potem šla s šolko in sva sami sestavljali koreografijo in je bil to cel najin projekt in je bilo ful dobro. Pa tudi takrat sem spoznala dosti Poljancev, ker v prvem letniku nisem imela pojma, kdo je kdo, tako da ta BNK 2019 mi bo definitivno ostal v lepem spominu. Poljanska ptica, takrat vem, da sem prvič stopila v stik oziroma v sodelovanje s profesor Torkar Papež. Takrat vem, da me je prvič opazila in me je dala kot poljansko ptico takrat, na nek steber me je postavila, da bom tam stala in vem, da mi je bilo takoj... Tam si imela neko nalogo, da upodobiš poljansko ptico, Ja, ki bi prikazala neko preobrazbo in s tem poljanskega duha ali nekaj Ja. s tem zvezi. ja. In to je prepustila pač tebi in ti si pač neki... Ja, vem, da Razmišljala o tej vlogi? prav po tem odru nas je postavila, vse, ki smo takrat sodelovali. In potem je rekla, da pač zdaj pa naj bomo ptiči, a ne, karkoli že naj bi to nam pomenil. In vem, da pač smo sam šli v neko gibalno improvizacijo in pač jaz nič nisem takrat razmišljala, bo to zdaj neka skupinska stvar ali posamična. Jaz sem sam začela nekaj delati in pol je rekla, ti prid sem, pa pač me je dala na un steber in takrat sem prvič tako jo spoznala in začela z njo malo sodelovati in mi je bila takoj pri srcu zelo. Tako da to definitivno, ampak najbolj pa moram izpostaviti letošnji Poljanski oder, to pa nič ne preseže tega, sigurno ne. Se ga bova kasneje malo bolj izpostavljala. Ja. Ja, na kateri dosežek v času šolanja si najbolj ponosna? A mora biti akademski ali Ne, le, to je... mater, ne vem. Ja, definitivno ni akademski, ampak bi rekla, da sem skozi ta 4 leta na Poljanah ratala veliko bolj prijazna do sebe in da se veliko bolj sprejemam tako, kot sem, kot sem se na začetku Poljan. Tako da to se mi zdi največji dosežek. Torej si se osebnostno spremenila, si naredila osebni Ful. napredek Ja, in to naj bi te Definitivno. Poljane dale. ja. Omogočale so mi neko okolje ljudi, Da s se katerimi sem razvijaš. se obkrožala, da so me konstantno ne spodbujali, mislim, definitivno to spodbujali, ampak tako mi challengeirali. Tako ni bilo vedno, ni bilo vseeno, kaj rečem, zato ker so ljudje tukaj zelo razgledani in kritični in se mi zdi, da nisem lahko kar nekaj rekla, pa so bili tako, ja, v redu, ampak smo imeli tako velikrat kakšne debate ali pa kakšna trenja ali pa kakšne prepire, ne vem, tle na Poljanskem odru, ne vem, če kaj ni štima ali pa si potem mogel delati neke kompromise, pa to in se mi zdi, da se potem od takih stresnih situacij, pa mogoče malo manj prijetnih, tudi ful veliko naučiš in od drugih ljudi in o sebi, no, tako da, ja, to bi rekla, no. Zdaj, ko si že skoraj prehodila celotno poljansko pot in ko si spoznala, kje so nastavljene določene pasti, kje so problemi in kako jih reševati, Ja. ali bi se danes te poti lotila drugače? Oziroma, kaj bi danes storila drugače, če bi lahko? Zdaj, ko veš, kje je fora. Ja, definitivno bi si na začetku prvega letnika naučila gledati Facebook grupo z lanskimi testi in pač tam pogledala vse, ker to je bilo res noro. Vsi so vedeli za to, sam jaz nisem.
Pa manj bi se sakirala za šolo. To sem šele v 4. letniku z izjemo matematike, to je čisto druga stvar. Ampak preveč mi je bila šola najbolj pomembna stvar in ocena in ne vem kaj. Tako malo bolj bi se sprostila in se ne bi tako obremenjevala z ocenami. Sploh zdaj, ko vem, da mi skoraj nič ne bojo pomagale pri vpisu na faks. Tako da ja. Do nedavno, pred kratkim, oziroma pred letom dni, ko si nehala biti aktivna v plesu, a ne? Kako naporno je bilo usklajevati čas za vse te naloge, zadolžitve, ki jih zahtevajo trenerji, šola, nastopi, tekme, tekmovanja? Takrat, ko nisem imel tekmovanj, ko je bilo pač samo nek redni del sezone, ne vem, kako bi temu rekla, mi ni bilo toliko težko, zaradi tega, ker se mi zdi, da to, da imaš ti popoldne neke zadolžitve, te samo bolj sprav k temu, da si efektiven. Ker če imaš cele popoldneve časa, nič ne narediš. Ker ni bilo nekih tekmovanj, mi ni bilo toliko težko. Je bilo pa kar naporno, ker smo imeli ponavadi takrat, ko smo imeli najbolj naporno v šoli, smo imeli najbolj naporno v plesu in potem je bil maj in november oziroma december katastrofalen. Vedno sem bila totalno izčrpana in sem pregorela popolnoma, tako da to sem malo težje handlala, ampak se je vse dalo zmeniti. No, to moram reči, da kljub temu, da Poljane niso znane kot neka šola športnikov oziroma neka športna gimnazija, niti enkrat nisem imela problem zaradi tekmovanj plesnih, da bi se s katerimkoli profesorjem zmenila za nek naknadni datum, za spraševanje, za teste. S tem nikoli nisem imela problemov. Je pa res, da če je veliko ocen, pač ti ne bojo cancelali ocene, ampak jih boš pač predstavil nekam drugam. Tako da sem še vedno imela obveznosti takrat, ker sem imela najbolj naporno, no, samo mogoče malo kasneje ali pa malo prej. Dobro, dajva malo presedlati na ples, recimo na to tvojo plesno kariero, ki je bila kar dolga, rečemo tega 15 let, odvisno od katere starosti gledaš. Ja. Boj, da si začela se plesno udejstvovati od 3. leta dalje, od 7., 8. malo bolj na zares, ne? Tekmovalno, ja, od 8. Zares. Dajva malo spregovoriti o plesu, dajva malo, kaj si, recimo, da kar je eno vprašanje. Pri starosti 7., 8. let si začela v Draveljskem kulturnem domu, ne? Ne, to je bilo še predtem, to je bilo že po 6 letih. Takrat še nisem tekmovala, takrat sem bila v neki pripravljalni skupini, kjer so nas vrgli 20 otrok v skupino in je bila kao taka skupina, da si delal vse stile plesne in potem si nekako sam ugotovil, kaj te najbolj zanima. Dajva našteti te stile plesne. V uni skupini. Recimo. Ja, imajo v boleru latinsko-ameriške, hip-hop, street, jazz, showdance, modern. Ja, to. In potem si se usmerila v jazz. V resnici takrat latinsko-ameriških v boleru še ni bilo. Takrat smo imeli samo hip-hop ali pa jazz. In meni takrat bi mogli delati polovico treningov jazz, polovico hip-hop, ampak takrat vem, da smo skozi delali hip-hop in meni to ni bilo všeč v tej skupini, da sem bila že prav odkoči, sem rekla, da pač ne bi več plesala, da mi ni to. In pol sta videla doma mama in oči, da imam veselje do tega, ampak da očitno je neka napačna kategorija zame. In pol sem prišla na trening, točno vem, v kateri dvorani tam v Draveljskem domu in nas je začela postavljati v osnovne baletne pozicije. In takrat sem se pa zaljubila v balet oziroma jazz in takrat naprej sem pol ostala zvesta jazzu oziroma showdance. No. In potem si začela pač z resnimi treningi tega baleta, moderna, jazz baleta, še kaj, sem pozabil, še kaj gimnastike, mogoče gimnastika, malo akrobatike. Kondicija, ja. Potem je bolj kolikor tedensko, koliko je to, kakšni so to treningi? Od začetka pri pionirjih ni bilo tako hudo, to je bilo tako 3 do 5 na teden. In potem z rezultati tudi treningi naraščajo. Pa v resnici ni čistko, zaradi tega, ker vem, da pri pionirjih sploh nismo bili uspešni. Mi smo imeli eno malo skupino, Maurica smo bili takrat in smo bili vedno predzadnje. Kolikor je bilo na tekmi, vedno smo bili predzadnje. Trenirali smo ful, ampak tako ni bilo nobenega napredka. Pol na državni smo se tudi vedno komi uvrstili na svetovno, smo bili tam 3., 4., tam nekje. Pol pa se je odprl, ko sem prišla k mojemu trenerju Matevžu Česnu pri mladincih. Takrat se je pa začel vse. A se mogoče spomniš vseh teh svojih naslovov, koreografij, ki ste plesali? Ja, to vse vem na pamet, kjero leto, vse. To pa se mi zdi. Kjera taka
omembe vredna koreografija? Prva je bila formacija, se pravi, to je koreografija, kjer pleše največ ljudi, največ 24. In takrat smo bili Bacakjon. To je bila prva moja tekmovalna točka. Koliko si bila takrat stara? Starost? 8. A ja, tako mlada si bila. 8 sem bila stara. Tako da to bom zavedno v spominu. In tudi s to koreografijo ste šli potem v Nemčijo na tekmovanja in tako, ne? Ja. Naslednje koreografije so, vse to greva lahko malo tako bolj hitro, ne? Okay, no, vem, da Imena pri koreografij. pionirjih so več ali manj živali, bili smo pomlad oziroma metuljčki, pingvini, pol sem imela duo, ker smo bile z mojo prijateljico veverički iz ledene dobe, v nekem zobke in to. Pol pri mladincih so pa z mojo soplesalko Lano, ki sva tudi plesale duo, so pa imeli tak nek čist svoj stil koreografij, bi rekla, ful abstraktne, so bile pa DNK, glasilki, neki rastlini, taki... Kako se pride do koreografij, recimo, a veš, tako, recimo, kako pride do ustvarjanja koreografij? A to pobuda pride od tekmovalk, od trenerja, od vseh mal? Mislim, definitivno glavno od trenerja, ampak Matevž je vedno hotel, da smo vsi vključeni v to, oziroma da vsi prispevamo nekaj k temu, tako da vedno na začetku sezone, ko se je začelo neko razmišljanje o sezoni, kakšne koreografije bomo letos sestavili, je vedno rekel, da pridemo na en trening z idejami, kaj se nam zdi fajn. In vem, da meni je bil to najboljši del sezone, ker si se lahko spomnil in si lahko uporabil svojo domišljijo, da te zanese, kamor želiš. In vem, da sem vedno prišla s takim spiskom idej, kaj bi jaz vse bila. In bolj tudi ene so plesalke, pač jim to ni bilo tako blizu, jim bilo pa kaj drugega in potem so pač prišle pred treningi, a si lahko sposodim tole idejo in smo si tam prepisovali in da je potem vsak imel eno idejo, tako da meni je bil to vedno najboljši del sezone, poleg potem tistega čist končnega pred tekmovanji. Ampak ja vem pa, da za duo predvsem so pa hotele biti čim bolj samostojni in so si muziko same najdle, idejo sami najdli, neko vizijo o rekvizitih in kostumih sami naredili, tako da tudi pri koreografiji sva sodelovali zraven, tako da takrat pa sva bile res dosti vključene v celoten proces nastajanja koreografije in zgodbe in vsega tega. No. In pri katerih koreografiji ali pa pri kateri starosti si najbolj uživala, recimo pri kateri koreografiji to bolno? Ali pa mogoče bila najbolj uspešna, ali pa da je bila ta koreografija res kot taka, katera koreografija odstopa recimo v tvojih očeh od vseh ostalih? Ja. Jaz bi rekla, da zadnja mala skupina članska, ki sem jo plesala, Rutina smo bile. Ta se mi zdaj bila ful plesna koreografija, ful si lahko uživo med njo, nisi se rabo toliko stresirati z rekviziti in vsem tem. Predvsem pa vem, da mi je bila posebna zaradi tega, ker mala skupina je koreografija, kjer pleše največ 7 ljudi. In vem, da potem je to malo manjša skupina plesalk, s katerimi si ponavadi malo bliže, kot z vsemi 20 v formaciji. In vem, da ko smo skupaj ustvarjali to koreografijo in ko smo bili na treningih skupaj, da sem ful uživala, ker sem bila z vsemi ful povezana. Predvsem pa mi je bilo to najbolj noro, ker smo bile ful mlade, v resnici smo bile 4 so bile članice, pa 3 mladinke, se pravi najmlajša možna skupina pri članih. In smo šle prvo leto tekmovati k članom in so bile vse malo ojoj, kaj bo zdaj, ker to je najtežja kategorija. In je bilo največje presenečenje celotnega svetovnega prvenstva za nas to, da smo potem takrat zmagali na svetovnem prvenstvu v Nemčiji, niti približno nismo pričakovali. Tako da ta mi bo sigurno zavedno ostala v spominu. Kjerega leta je to bilo? 2019. Aha, ko si bila v prvem letniku, si bila že svetovno, si imela že naslov, a to v jeseni? Ali to je bilo tako glih 2 tedna pred BNK-jem, konc novembra. V jeseni, v novembrskih dnevih. Ja. Daj povej nam tukaj, razkrij, koliko odrekanja je pri plesu, da postaneš uspešen, morda tudi svetovni prvak, morda konkreten primer odrekanja, da dobimo nek občutek za to. Zelo veliko odrekanja. Sicer se mi zdi, da jaz nikoli nisem gledala na to kot neko zelo veliko žrtvovanje ali pa odrekanje, ker mi je bilo to v svet, ples mi je predstavljal vse in mi ni bilo težko si vzeti časa za to. Takrat, ko smo največ trenirali, je bilo tudi od 15 do 20 ur treninga na teden, ko smo imeli priprave, smo bili tudi po 10 ur na dan. Intenzivnih priprav in treningov. V dvorani.
Poškodbe so dost, Pogoste, ja, sestavni del tega. sigurno. Pri meni so velikokrat prehajale ravno ob napačnem času, vedno 3 tedne pred svetovnim in je bilo to totalen stres, ker sem se mogla spraviti skupaj. Da sem Za kakšne poškodbe je to šlo? Jaz sem imela ful čudne poškodbe, ker nikoli si nisem nič zlomila, ampak sem imela pa kalcinacijo v gležnju, kalcinacijo v preponah. Vem, da sploh zato, ker sem bila zelo raztegljiva, sem imela ful težave s preponami, ker sem potem skozi noge dvigovala in sem imela tukaj vse možno poškodovan. Pol vem, da enkrat sem si tlele mišico malo natrgala 3 tedne pred svetovnim in potem same fizioterapije in v resnici moraš trenirati, ampak ne smeš obremenjevati mišice. Tako da to je ful stresno. Vem pa, ja, en primer odrekanja, ki mi je v resnici dosti zabaven, je pa ta, da v osnovni šoli smo se že zmenili, da gremo, jaz sem se že v osnovni šoli učila španščino in smo že dobili celotno ponudbo, vse je bilo plačano, da gremo mi v Barcelono. S turistično družbo, vse je bilo že zorganizirano, za krompirje počitnice, vse tipi-top izrihtan. In 2 tedna pred tem se na treningu poškoduje en soplesalec. In mi smo imeli vedno svetovno prvenstvo po krompirjevih, 14 dni potem, ne, se pravi, med krompirjemi so bile vsaj polovico krompirjevih, vedno ful intenzivne priprave. In ta soplesalec se je poškodoval in ni mogel nič. In je šla formacija in mala skupina pogobe. Potem je tak trener na unem treningu bil čisto zaskrbljen, kaj bomo zdaj in ne vem kaj. In jaz sem prišla domov, sem rekla, mami, jaz ne grem v Barcelono, ne, pa tako kaj, jaz sem skenslal. In sem rekla, ne, pač poškodoval se je soplesalec, jaz moram biti zdaj tukaj, zato da lahko vse spremenimo. Tako da pač ne grem v Barcelono. In ona je tako čisto norela, da pač je že vse plačan, da to je zdaj tako blizu, da se denar ne more vrniti. In da bom to vsaj jaz sama krila, jaz sem tam kaj, v 6. razredu, 7. sem tako, da mi je vse, da zaradi mene, če ne dobivam denarja 3 leta, vse mi je, jaz bom na unih 3 treningih, ki bi jih zamudila. In se nisem pustila premakniti za centimeter. Ona je rekla, pa dej, ne vem, te 3 treninge, sicer so bili dolgi treningi, ampak boš pa valjda spustila in se rekla, da ne, da ni šans, da te 3 treningi so ključni, da bo na koncu vse v redu. In pa pač se nisem premaknila in sem nekaj bom jaz vse plačala, v redu je. In potem pol leta nisem imela nič denarja za nič, za noben rojsten dan, za nič, zato da sem bila lahko na unih 3 treningih. Tako da, ja, to je kar tak zabaven primer odrekanja. Če ostajava še pri plesu, kaj bi bil najtežji element, ki si se ga učila v plesu? Oziroma, kaj je enostavno, kaj je težko, kaj je najtežje? Meni je bila najtežja akrobatika, ker je bila v bistvu sestavni del te discipline, v kateri sem največ tekmovala, showdance, se pravi koreografija, ki ima zgodbo in ki vsebuje prvine in džeza, in moderna, in baleta, in akrobatike, ki ima vsega. In vem, da mene je bilo akrobatike ful strah, tako da jaz vem, da sem imela s kolesom brez rok največ težav, ker jih je trener turil v vsako koreografijo in jaz se tega nisem naučila, ker me je bilo strah. In pa sem vedno noge držala v luftu, tako da zaradi tega se mi še zdaj kolki zaskakujejo, ampak lej, vsaj nisem rabila delati tistih koles brez rok, tako da ja. A si tekmovalni tip, rada tekmuješ? Ja, ker je šlo za res pri plesu definitivno, ampak tako v vsakdanjem življenju pa ne bi rekla, da sem. Kdaj, če je kakšna stvar, ki vem, da mi gre dobro, pol ja, pa še to ne vedno, redko sem tako, da sem ful zagreta, da zdaj pa moram zmagati, ne vem kaj, pa navad se mi ne da. Kaj pa ob teh uspehih? Si čustvena, si vzhičena, si ponosna, vesela? Ja, jaz sem bila kar znana po tem, da sploh mi smo imeli vedno na svetovnih prvenstvih live streame in so nas lahko starši od doma gledali. In pol vsakič, ko smo zmagali, je bila samo moja objokana, grda faca, tam histerična, tam po celem ekranu, ker pač nisem znala kontrolirati čustev sploh. Jaz sem skozi jokala, itak tudi že drgati skozi neki jokam, kaj šle na unih tekmovanjih, kaj je vse stresno in ne vem kaj, tako da jaz sem toliko slik iz tekmovanj, kjer jaz histerično jokam od sreče, da po mojem, da je to najbolj pogosta plesna slika, kar jo imam. Zanimivo mi je, ker ste hodili z avtobusi na dolge razdalje, na tekmovanja v Nemčijo, Poljsko in tako. Na poti do tja ste šli z avtobusom, ne? In tam v avtobusu si vedno spala med sedeži na tleh, ne? Zdaj ne na sredini tam, kjer se hodi, ampak tako med sedeži, tako od spodaj. Kje ste pa to zvedel? Res je. In a se da kaj naspati tam med sedeži?
Pa tam Ali pa zrelaksirati ali neki. To se vidi, da vi niste, a ste vi ki potovali z avtobusi, pa tam se najbolj spi. Jaz sem, ker sem jaz bil v tvojih letih pa v dejavnosti tekmovalni, sem spal v sredini, tlej, ko se hodi, ne? Ja, ampak tam vsi hodijo, nimaš miru. Če ti ležiš tako, ti dajo vsi mir, sam prestopijo tvoje noge in to je to in ti tam spiš kot dojenček, top je. Ampak moraš biti skrčen, noge pokrčene, telo pokrčeno, vse. Mislim, Ja, malo okay, si tako, malo No, si... Vsakič si spala pod sedeži, med sedeži. Ja, tako, lepo sem si da prinesla si se odpočila, spalko. relaksirala in tako. Ne? Ja, lepo spalko, polšter, sem lepo stegnila noge, nisem vprašala, če lahko stegnem noge, tja, jaz sem sam stegnila in si naredila francoza in pač zaspala. In mene bo top, jaz sem bila ful spočita, ostali pa ne vem, kako jim je bilo na unih sedežih gor, tako da. Ja, najbolj se spi na tleh, sigurno. To, brez dvoma. Boljš, pa da si na sedežu in da se matraš ne vem koliko ur tam tako. Ja, pa si tak tam Ja. čist skrčen, saj ne gre nič, ne moreš sedeti tam spati, tam čist ključen. Meniš, da ti bodo te plesne izkušnje koristile na življenjski poti, ki jo ubiraš? Sigurno. Kako? Jaz mislim, da sem preko plesa dobila zelo zdrav pogled na telesno formo nasploh. Se mi zdi, da velikim soplesalkam je ravno obratno, da so bile zelo kritične do svojega telesa in da zelo imele nezdrav odnos do prehrane in sem zelo vesela in hvaležna, da jaz nisem imela takih problemov. Kar se tiče odnosa do telesa, definitivno mi je dal ples en zelo lep pogled na to, na fizično vadbo nasploh. Predvsem pa se mi zdi, da je ples tak izražanje skozi gib in se mi zdi, da ti to sploh na odru v kakršnem koli smislu vedno pride prav. Tako da se mi zdi, da to ne bi smela biti neka stvar, v katero sem vlagala, pa mi ne bo nikoli prišla prav. Se mi zdi, da je nekaj, kar bo ostalo zavedno. No. Tako da mislim. No in v to dejavnost si vlagala več kot 10 let, zdaj znam, ne vem, recimo 15 let. Ja. Kdaj in zdaj se sprašujem jaz, kdaj in zakaj si se odločila, da boš prekinila 15-letno aktivno plesanje? Kdaj si ugotovila, da si na razpotju, da se spogleduješ s tem, da mogoče pa bi jaz še kaj drugega delala? Ja, v bistvu je bil glavni razlog za to, oziroma povod za to, ravno to, da sem postala del poljanskega odra. Vem, da na začetku Oprosti, tretjega... a poljanski oder in ples si furala skupaj? Ja, pol leta sem furala skupaj. Ja. Na začetku 3. letnika se je začelo celoten ta projekt poljanskega odra in vem, da takrat sta bila mentorja Benjamin Krnetič pa Daniel Škufca in so imeli polno nekih improvizacij in različnih vaj, ki so mi čisto odprle pogled na to, kaj oder sploh je, ker se mi zdaj še vedno vsaj tak tip oziroma tekmovalni ples, ki sem ga počela 10 let, še vedno zelo tak specifičen način izražanja na odru. In sta mi definitivno ona dva ful odprla, kaj oder vse lahko še je. In pol vem pa, da zaradi korone in vseh zapletov s tem, kako trenirati v živo, kako trenirati po Zoomu in vsem tem, da smo imeli manj tekmovanj. In sem v resnici ugotovila, da sem pred korono živela popolnoma pod adrenalinom konstantno in da se je moj čas meril v tem, kdaj imam naslednjič trening, kdaj imam naslednjič tekmo, kdaj imam državno Neki matrici, prvenstvo. ne, si Ja, živela, mislim matrici. Plesna matrica. Pač samo to sem videla. No? In pol, ko se je vse ustavilo, se ful dolg ni postavil nazaj, kot je bilo prej pred korono. Moj perfekcionizem sigurno ni pomagal pri tem, ker sem potem po koroni nisi v taki formi, kot si bil predtem, ker smo trenirali po Zoomih in tem. Torej, pripoveduješ o tem, kako ti je oder razširil obzorje. Dajva malo spregovoriti o tem odru. Kaj si predstavljala kot poljanski oder? Zakaj si mu posvečala toliko časa, vikendov, vaj? Ja, letos definitivno zaradi tega, ker sem čutila, da je namen, da bo moja linija dobra. Vem, da smo si že zastavili na začetku leta to, da naredimo avtorski projekt in potem skozi različne vaje se je izkazalo, da bo najbolj verjetno predstava zdela tako, da bo imel vsak svojo linijo in da ne bo vsak z vsakim povezan. Tako da iz tega vidika sem res čutila odgovornost, da naredim svojo linijo čim bolj prepričljivo in da je to namen. Ker je veliko prizorov v predstavi individualnih od vsakega, vsak ima veliko lastnih prizorov, ni toliko veliko skupnih. To je ena stvar.
Druga stvar je pa, da sem preprosto ful uživala v procesu in da me je veselil in da me je zanimal, kaj se da vse ustvariti brez nekega že vnaprej določenega teksta, sigurno. No, in v tem procesu nastajanja predstave ste se soočali z različnimi izzivi. A ne? Recimo, opazovali ste ljudi, intervjuvali neke ljudi, prakticirali neke osnovne tehnike, improvizirali, kaj s vem. A lahko poveš malo o teh izzivih, ki ste jih imeli verjetno na teh vajah? Ja. Predvsem me zanima tisti izziv, ki ste ga šli izvesti na Prešernov trg, na Tono. Torej. Ja, tisti je bil kar fajn izziv, ja. Letos smo imeli, ravno zaradi tega, ker smo se odločili, da delamo avtorski projekt, ful enih nalog, ki so od nas zahtevale razmišljanje izven okvirjev, izven cone obdobja, ne vem, kako bi temu rekla. In vem, da letos sem največ v tem procesu ustvarjanja največ sodelovala z Vorancem pa Krištofom, mojima dvema soigralcema, in takrat vem, da to s Prešercem, kar ste omenili, je bila v resnici ideja Voranca, da mi trije naredimo eno skupno improvizacijo sredi Prešernovega trga. Sredi decembra se mi zdi, šel na Jelka je tam stala. In ja, šli smo v trgovino, z Vorancem sva šla kupiti najbolj ogabne možne hrane in moja naloga je bila, da delam take high quality krožnike z najbolj ogabnimi kombinacijami. Od Krištofa naloga je bila, da se pogovarja s sogovorcem, nekim random človekom, ki je prišel mimo. In Voranc je bil ta natakar. In takrat se je v resnici vzbudila ta ideja o tej restavraciji Nebo, ki je potem tudi nekako rdeča nit zdajšnje predstave. In ja, takrat vem, da smo se mi trije noro zabavali, ker pa smo bili del tega prizora. Naša mentorica Nataša nas je snemala in je bilo isto ful zabavno. Ostalih 5 punc se mi je pa prav smilili, ker je bil tisti dan je bilo res mrzlo in one so tam stale na mrazu 1 uro ali uro pa pol in so tam gledale in čakale in jim ni bilo toliko zabavno. Ampak vem, da pol iz te improvizacije se mi zdi, da se je pol kar veliko prizorov naprej razvili. Kakšni so pa bili odzivi teh mimoidočih ljudi, ki so naleteli na to vašo? Ja, eni so čudno gledali v smislu, kaj vi zdaj delate tukaj, a ne? Eni so bili tako hudo. Eni so med prizorom mene spraševali, a mi lahko ti razložiš, kaj je zdaj tukaj point, a ne? Pa sem tako, ja, veste, mi smo zdaj v restavraciji Nebo, smo tam gledali totalno, kada sem iz hruške padla. Voranc je itak tam letel povsod, so ga vsi gledali, kaj zdaj on tam počne. Krištof je pa ful noter takrat padel in vem, da je imel dejansko ful dober pogovor s tisto punco, ki je prišla mimo in se je usedla za mizo. Vem, da eni fantje so se prav usedli na eno klopco zraven in so bili potem del prizora, ker so hoteli probati vsak krožnik, ki sem ga jaz naredila. Ampak ja, tiste kombinacije so res ogabne. Tako ne kislo zelje, pa sladka smetana, se mi zdi nekaj tazga, nek meso, čudne kombinacije, granatno jabolko, ne vem, kaj sem takrat počela res. Tisto, kar mi je padlo na pamet, sem dala skupaj in smo to tam talali po Prešercu. Torej, te izkušnje z igranjem na ulici so zanimive. Ful. Kaj si se naučila? Kakšna specifika je igranja na ulici? Specifika igranja na ulici. Dobro, to je tudi edina izkušnja, ki sem jo imela. A gre za improvizacijo, a gre za, ne vem. Mislim, meni se da tukaj moraš biti malo razbremenjen, kar se tega tiče, kako si ti zastavil, ker ni vse odvisno od tebe, ampak od ljudi, ki so vpleteni in to so ponavadi mimoidoči. A nek okvirni načrt ste pač imeli? Ja, ampak ni bil zelo tak širok, je bil tako zelo fleksibilen načrt, zaradi tega, ker smo vedeli, da je veliko odvisno tudi od mimoidočih. Tako da se mi zdi, da pri teh stvarih moraš biti sam fleksibilen pa pripravljen na neko improvizacijo, da pričakuješ nepričakovano, ne vem, kako bi to drugače rekla. Ampak je pa to tudi res edina izkušnja, ki sem jo imela, tako da nisem zdaj neka izkušena ulična igralka. Zabave je bilo verjetno ful, ne? Ful. Smeha in zabave. Kaj bi se pogovarjal? Jaz sem to vašo predstavo Nebo sem si ogledal 2-krat. Ja. Zanimalo me je, bil sem prvič malo presenečen, drugič zato sem si jo šel 2-krat ogledovati. In sem bil najbolj se mi je ti presenetila. Od ostalih sem nekako vedel, kaj pričakovati, od enega to, od drugega tako, ne. Od tebe pa nisem vedel, nisem pričakoval to, ne vem zakaj. V glavnem
Ja, ta tvoja vloga, ambicije, ki si jo zgradila in prikazovala na predstavi, ful dobra, ne? Ja, hvala. Ja, zdaj, ampak glede na moj research, vem, da v bistvu si kaj izhajala iz sebe. Ja, igrala sem lastno ambicijo, sigurno. Ja. Ker sem se jo do neke mere malo znebila tega perfekcionizma, ampak je pa še vedno del mene, ki kdaj ob določenih momentih zelo pokuka na plano in je definitivno del moje osebnosti. Sigurno. Koliko časa ste nekako se pripravljali vsak za svojo vlogo, da ste to postavili? To je ful težko reči, zaradi tega, ker ta moja Proces. linija ambicije se je v resnici izoblikovala ful pozno, zaradi tega, ker moja prva želja, zato ker smo delali avtorsko predstavo, je potem vedno vprašala mentorca na začetku letošnjega leta, kaj bi kdo igral. A ne? In se mi zdi, da takrat je dosti večina ljudi imela neko vizijo, kaj bi oni igrali. Jaz sem pa v resnici edino, kar sem rekla, edino, kar sem vedela, je, da ne bi plesala. To je bilo moj edini pogoj. Jaz sem se vedno izražala z gibom, ne bi plesala. Ne? In potem vem, da Nisi se hotela naslanjati na ples? Nisem, res sem hotela, da če me kdo pride gledati, da me zdaj tukaj res vidi kot igralko in ne kot plesalko. In je bil to moja začetna želja. In vem, da sem imela najprej potem idejo, da pač bi želela biti invalid, ker potem avtomatsko pač sem onemogočena delati karkoli in sem šla dom za ostarele tlele zraven in sem pripeljala na eno vajo invalidski in sem tako, jaz sem zdaj invalid. In sem to linijo raziskovala kakšne 2 meseca in potem je nekako rekla Nataša, mentorica, da se ji ne zdi to, ker sem še vedno mlad človek in da pelje to potem v čist neko drugo sfero in da sprožam neke grenke priokuse kot mlad človek na invalidskem. In potem vem, da je rekla, da ta linija se ji ne zdi najbolj ustrezna in potem to je bil mesec pa pol do predstave in jaz sem bila čist panična, ker sem hotela imeti že vse postavljeno. In sem bila tako, ok, zdaj moram takoj sestaviti nekaj novega. In vem, da sem čisto obupana, klicala Natašo enega večera in sem tako, da ne vem, kaj ne naredim, da zdaj pa... Jaz sem slišal, da si jo klicala ob 2 zjutraj. Ne, to ni res. Tako, med 11. Ni bilo 5 zjutraj. Ni bilo, ampak ja, je bilo pozno zvečer, sem tako, da ne vem, kaj naredim, da razmišljam že cel dan. In je pa tako ona, pa kaj je s to tvojo ambicijo in željo potem, da... In je pa tako, veš, ti bi lahko ambicijo igrala. In sem tako, kako ne igram ambicijo, to sploh ni oprijemljiv pojem, kaj ne delam s tem. In pol sploh ne znam povedati, kako, ampak jaz sem sam pred sabo videla, kako visim zvezana, oziroma pač zvita v folijo na 2 štrikih. In sem tako, Nataša, glih, kar sem dobila idejo, tako glih, kar sem dobila vizijo, super bo, jutri, pač, ker je bila to nedelja, v ponedeljek smo imeli vedno vaje, jutri prijem s prizorom, boš videla, jutri bom pa šla s prizorom. In sva, ja, pred vajo sva z Vorancem tukaj navezala te štrike. To sem te hotel vprašati. In kje ste navezala štrike, da si pač na eni strani in na drugi strani, da si visela na ramenih in na ramenih in na ahilovih petah. Ja, na tetivah. Ne petah, tetivah. In jaz sem se spraševal, in pol bila, uvita si bila v folijo, in pol sem se spraševal, pa kaj, a ti imaš kaj od spodi, da se ne skloniš, da te ne prelomi, da kaj, skozi sem gledal, kako ona lahko tako drži. Ker ti si imela prizor, kaj sem, 3-minutni, 2-minutni, v tem položaju. Ne? Ravna kot deska, z besedilom in tako in... Ja, drž, ne? Jaz sem samo to gledal, kdaj se bo sklonila, kdaj bo počela folija, kdaj bo ne vem kaj. A je trebalo držati, a ti ta folija kaj pomagala? Folija mi niti ne pomaga toliko pri temu, da se držim kot deska, ampak da me manj boli vrv, ker to je res orenk reže v kožo. Predvsem pa se zaradi folije, ker sem toliko tesno zvita, počutim zelo klaustrofobično in je potem še lažje nekako iti v neko stisko, ne vem, kako bi temu rekla. Ampak nema je to zaradi, mislim, po mojem, da zaradi tega, ker sem največ poudarka, ki sem plesala, smo dajali na trup oziroma na center, na trebušne mišice in vem, da to imam ful močno, še od prej, ker sem trenirala in zaradi tega vem, da mi ni bilo toliko težko držati, kakor mogoče zgleda. Ni toliko težko. Kakšni so bili odzivi na predstavo, kakšni so bili odzivi na tvojo vlogo, na vse vloge in tako?
Ja, odzivi na predstavo so bili presenetljivo dobri. Jaz nisem imela nobenih pričakovanj glede te predstave, nisem vedela, kako bo folk reagiral, ampak sem bila čist presenečena po premieri in po ponovitvi. Nisem pričakovala takih odzivov, sploh se mi zdi tudi ostali. No, zdi se mi, da nihče od nas ni pričakoval, no. Toliko nekih pohval in pozitivnih odzivov, kot smo jih dobili, no. Sem pa tam v času teh vaj ali pa teh izzivov, ste imeli vsi pač jasno določene naloge, ki jih je bilo treba izvajati, ali pa neke challenge, ali pa naloge. No? In tukaj sem zvedel, da si zelo lepo pripovedovala ljubezensko zgodbo o pradedku in prababici. Ja. Bi jo lahko delila z nami? Ja. To je bila pa ena izmed nalog, tako kot tisti Prešerc, ki smo jo dobili in v resnici nam je rekla mentorica, da imamo 1 uro pa pol časa, da naredimo intervju z nekom, s komorkoli. Lahko je to človek na cesti, lahko je to prijatelj, družina, kdorkoli. In vem, da sem takoj vedela, da želim poklicati mojo babico in sem jo poklicala in nisem v resnici čist vedela, kam naj bo pogovor zanesel. Ampak potem tekom pogovora sva prišla na temo ljubezenske zgodbe mojega pradedka in prababice, ki je zelo podobna zgodbi iz filma Notebook oziroma Beležka. Potem sem prišla po 1 uri pa pol pogovora z vsemi izpiski na naslednjo vajo. Sem vse imela po točkah, lepo narejen in vem, da sem prišla sem na oder, sem se ulegla na kavč, ostali soigralci so bili po dvorani, sem rekla, da naj se oni uležejo, sem ugasala vse luči in sem v temi pripovedovala njuno zgodbo. Ja, zelo mlada sta se spoznala, vedno sta imela zelo spoštljiv odnos en do drugega, imela sta se ful rada, ampak tudi, ko sta se skregala, sta se napolno skregala. Pol je pa prababica dobila demenco in je nekako ta bolezen ju razdvojila, no. Ampak nisem ne gledam niti na to njeno bolezen, da jo je razdvojila, ampak na nek čuden način združila, zaradi tega, ker se je tudi videla takrat, ko je bila moja prababica najbolj v svojem svetu, je še vedno spraševala o njem in je še vedno vedela, kdo je on. Tako da se mi je zdela v resnici lepa zgodba, ne žalostna zgodba, zaradi tega sem jo tudi delila z drugimi. No. Hvala za tvojo pripoved. Deva razkriti, kaj te zanima v nadaljevanju študija. Za študij, kaj te zanima? Ja, igra me zanima. Skozi Poljanski oder sem ugotovila, da je pa to nekaj, čemur bi se rada posvetila ne samo v prostem času, ampak poklicno. To definitivno. Me pa tudi psihologija, kot sem že prej rekla, zelo zanima. Tako da, če mi te vode igralske niso usojene, bom šla pa v psihološke. Zdaj, trenutno ti je igralski poklic, trenutno ti je zelo zanimiv. Ja. Kaj je tajega v tem? Je to nastopanje, odzivi publike, mogoče ustvarjalni proces, preobrazba v različne like? Kaj je tajega v tem? Mislim, meni je ful mamljivo ravno to, da sem lahko kdorkoli na odru in da mi je marsikaj upravičeno, kakršnokoli neko obnašanje, dejanje, karkoli naredim, ful je svoboda v tem, kako se izražam in kdo sem, ker nisem jaz, ampak igram nekoga drugega. Od vedno sem rada pripovedovala zgodbo, prej je bilo to skozi gib, zdaj je to na čist drug način, še vedno vključuje definitivno telo, ampak veliko manj kot pri plesu. Predvsem pa se mi zdi, da sem se celo življenje počutila kot en velik ekstrem, tako zelo malo, kot sem povprečne volje, ali sem ful vesela, ali sem ful jezna, ali sem ful žalostna in se mi zdi, da mi je potem fajn, da lahko te svoje ekstreme iščem skozi različne vloge in jih potem predstavim publiki in jim lahko nekaj dam. In kako se lotevaš priprav za sprejemne izpite? A imaš kakšne priprave ali greš na lako čemo? Imam priprave, ampak to je pa v resnici tudi vse, kar bi povedala o tem, ker mi je fajn, da je to moj projekt, v katerega se ne vtika veliko ljudi. Ok, dajva se malo dotakniti neke stvari, ki jo imaš rada, to so potovanja. Ja, tako je. Imaš rada potovanja? Zelo. Kje si potovala, ajde, v zadnjem času?
Ja, največ teh, mislim, zdaj na samostojnih potovanjih sem bila na 3 in vsa so bila v Španijo. Tako da zaenkrat sem obdelala Španijo. No, greva, obdeli v Barcelono. Ja. To je bilo drugo potovanje, ta je bila kar nora izkušnja, pestra. Šla sem s svojo najboljšo prijateljico Tjašo, šla sva sami lani po koncu 3. letnika. In prvi zaplet je bil ta, da smo mislili, da smo najeli privaten apartma, ampak smo v resnici najeli privatno sobo. In midve prideva v ta apartma, ker je bilo tudi neke španske fužine v takem naselju so bile. Sred noči, vse pač medve čisto zmatrani in midve prideva v stanovanje, tam nama najina lastnica razkazuje stanovanje in skozi tam razlaga in tam in pač nama ni bilo jasno, kaj se sva same tukaj kaj. In ona nama vse razkaže in jaz grem v kopalnico se rihtat in Tjaša po 3 minutah uleti noter v kopalnico čisto panična. Tjaša, Brina, nekdo smrči tam. Pa kaj smrči, to imaš ti neke prisluhe, ne, pač tam v drugi sobi. Ne, resno, v sobi zraven naju, ne, pač nekdo smrči. Jaz, ok, v redu, jaz tam se oblečem, grem do vrata, ne, pač bila so zaklenjena in sem tako ne bilo verjetno ima kakšne svoje stvari noter, pač se ne rab v te sobe. No in izkazalo se je, da nista sami. Tako je. Potem, ko si izvedela, da nista sami, pač si smrčal je tam nekdo. si stopila na bremzo. Mislim, ja, tako, poslišala sem smrčanje nekega moškega in sva čisto zapaničarila in sem porinila Tjašo v najino sobo, zaklenila najino sobo in klicala domov mami, čisto panična, da hočem domov, da kaj je to, da me je strah, da bom umrla. Tjaša se mi je smejala in klicala svojo mami. Bila sem lačna, utrujena, Tjaša me je tam videla, da bo vse v redu in ja. Na koncu se je izkazalo, da je to v resnici ful fajn človek iz Maroka, smo se potem pogovarjali zjutraj, je bilo vse v redu, ampak takrat je bilo grozen. Kako ti je bila všeč Barcelona? Ful. Sicer je bilo res vroče takrat, ampak ful je lepo mesto. Urejeno, ja. Ja, Ja, odvisno kje. Ampak načeloma je ful. Ulice so toliko je lepo hoditi po Barceloni. Mi nisem imela nobenega avta ali pa karkoli in so v resnici kamorkoli sva šle peš in je bilo toliko lepo. Predvsem tisti food market je toliko lep in toliko na je enih Rambli. Ja, na La Rambli, ja. To je... No in tvoje druge potovanje je bilo pa na Gran Canario, na Kanarske otoke. Isto s Tudi s Tjašo. Dobro, 1 let prej sem bila na Tenerifih z eno soplesavko, Laro. Tam nekaj vem, klele, da sta štopali. V kakšnem smislu sta štopali? Štopali sta. Ja, svoja. Na Gran Canariji smo pač s Tjašo hotele iti na Roque Nublo, kar je ena gora v dost sredini Gran Canarije in zaradi tega je težje dostopna. In midve pač nisem imela avta, tudi javnega prometa ni. In ste se znašli in ste šli na štop. In pač smo vprašali, če je varno štopati v uni dolini. In so rekli, da močni, da načeloma je, ampak da pač ob uni uri ni veliko ljudi več. So vam ostavljali domačini ali tujci? Turisti predvsem. Turisti. In vem, da so mi tako dobro, bova šle probati, ampak jaz sem rekla Tjaši, da se zmenva za štop samo, če veva, da naj bojo lahko pelali tudi nazaj. No, ja, ni panike. In med, ko greja probati za foro, reče domačinka, da ena turistka prej je poskušala 1 uro, pa nobenega ni dobila. Nama se je 3. avto ustavil, po mojem, da ful prijazna upokojenca iz Švice, sta nama ustavila in sta naj pelala gor. Ampak ona dva nista šla do gore, ona dva sta šla mimo. In potem so mi dve šle na to goro in je bil toliko lep razgled, so da bile tam gor za sončni zahod in potem se je začel mračiti in pač mi dve so rabile prijeti dol. Ja, seveda. In mi dve tako, kaj bova zdaj, pač itak smo šle potem na štop, ki pač ni bil oboje, sem pač dvosmeren. Tako da potem sem jaz tam spet čisto panična in potem sva hvala Bogu dobile spet 2 upokojenca, ki sta naj dol pelala
in je bilo vse v redu. Na koncu se je vse srečno izteklo. Ja, sem pa povedala staršem, da sem štopala definitivno potem, ker sem že bila doma na varnem. Drugače ne vem, kaj bi bilo. Ampak ja, vse se je lepo išlo, ni bilo nobenega problema. Kako se ti je zdela pa Turčija? Ja, kje bo začela? Nisem šla v Turčijo. Nisi šla v Turčijo? Kako? To je pa samo tako embarrassing, da sploh ne vem. Kje ste pa to zvedel? Ojoj, ja. Mi bi mogli iti lani na ekskurzijo. Šolo? Ja, šolo v Istanbul. S profesorjem Kavčičom, Ja. ne? Ja. In to je bilo glih tako kakšen mesec potem, ko sem postala polnoletna, pa takrat sem še nehala plesati in sem tako, zdaj pa jaz dovolj. Zdaj sem pa jaz samostojna in zmorem vse sama in sem izključila starša iz vseh mojih projektov in pač jima nisem pustila blizu zraven te Turčije in odhoda in tega. In jaz sem bila ful samozavestna, da pač grem jaz lahko v Turčijo, sem pa zasebno izkaznica, ne, da ne rabim potnega lista, ne. In jaz pridem na letališče brez potnega lista in po 3 bil doma in je bil pretečen, ker pač sem bila prepričana, da jaz tega ne rabim, ne. In pač jaz pridem vsa vzhičena, da zdaj grem pa v Istanbul in pač nisem šla. Prišel me je oči iskat po ure na Brnik in potem sem bila doma resen pogovor o tem, da mogoče nisem toliko samostojna. Tako da to je bila moja prva lekcija kot polnoleten osebek, da mogoče je fajn pustiti starše blizu. No, mene zdaj zanima v nadaljevanju, kakšna lekcija je to bila in ali si jo osvojila? Mislim, lekcija je bila, da naj imam doma vedno dokumente, ki niso pretečeni, to je bila ena lekcija. Pa ja, zaenkrat se ni še enkrat zalomil nikoli, tako da trkam, da se ne bo. Ni pa nujno. Definitivno se mi to lahko še zgodi. Sem definitivno tak človek, da je tako, da je sam preveč suveren glede kakšnih stvari. Da, ja. Tukaj sem si zbral še neke zanimivosti o tebi, neke fakte, take fun fakte, ne, o tebi. Deva začeti recimo s tem, da sovražiš smučanje. Ja, preziram. Sovražiš smučanje? Ja, Zakaj? tako na nivoju Preziraš smučanje? Ja, na nivoju matematike. Tako malo manj. Zakaj? Ker ni absolutno nobene stvari, kaj je dobro glede smučanja. Tako pauza je super, hot dog, burger, to je super, ampak ne mi teh neudobnih pancerjev, fulam slabo prekrvavitev na stopalih in me potem skozi zebe in ne čutim stopal. Kolen gre takole, če smučaš in tega nisem mogla kot plesalka tvegati. Mrzlo je, sneg je, uni kombinozoni, gužva, sidra, to je bilo, groza, sidra, to je bil moj največji strah kot otrok tam, groza. To je travme, otroške travme, to smučanje, res. Jaz sem mami rotila na kolenih pri 11 letih, če mi lahko proda smučarsko opremo, da jaz fizično ne morem več stopati na smučke v življenju. In je se potem udala po ne vem koliko letih in ne smučam že slabih 10 let. Tako da od takrat je super. Ja. Ne maraš družabnih iger? Zakaj ne? Sploh ne bom začela. Kako ne maraš? Kaj? Pa to je pa res kar neki. Mislim, raj se pogovarjam, raj ne vem kaj, grem na kavo, grem na večerjo, grem na sprehod. Mislim, tam imaš pa tam neka pravila, pa neke figurce, pa... In pa je folk ful tekmovala. Se tudi pri družabnih igrah gre za druženje, a veš? Pač... Jaz sam se lahko družim brez njih, pa ful je bolj ker pol se sam pol je folk tekmovalen, pa užaljen, pa kdo se v resnici igra človek ne jezi se brez, da bi se skregal? Nihče, vsaj ne v naši familiji, to so bile družinske afere med tem ali pa aktiviti, tako da boljš, da to sploh groza. Tega se izogibaš reč. Ne boš zaupala zgodbo o tatuju. Na podlahti imaš tatu. Ja. Kaj piše? Piše joie de vivre. Kar pomeni? Veselje do življenja. Kako, a imaš kakšno zgodbo okoli tega? Ja. Jaz sem hotela imeti tatu že tako od 13 leta naprej. 13 leta? Ja. Jaz sem prišla v 13 letih pač z idejo k mami in očiju, da pač bi rada imela tatu.
In oči v resnici ni videl problema. V tem je bilo pa tako, da ni šans, da ona tega ne podpira in da pač da 18. noč. In sem rekla prav, boš videla, da se ne bom premislila, da sem resna glede tega in en mesec potem, ko sem dopolnila 18 leta, sem si šla narediti tatu. Ja. A ga lepo nosiš? Ja, meni se zdi, da ga. Meni je ful lep. Tako da, jaz definitivno ne obžalujem. Tako da zdaj malo jezna, ker sem ji pač dokazala, da tako se nisem premislila, da mi je še vedno všeč. Tako da, ja. Povej nam izkušnjo o bungee jumpingu. Ja. Kakšna To je bila ta bil moj- izkušnja? Kaj? Kakšna je bila ta izkušnja? Zanimiva, strašna, kar neki. Strašna, ampak ful dobra. To je bil v resnici tako moj največji strah. Jaz sem drugač adrenalinski tip in spadala bi takoj skočila, kakšnikoli zipline in takoj sem za. Bungee jumping mi je pa tako, kot da vadiš za samomor in mi je absolutno obupna ideja in ne vem, zakaj bi se kdorkoli prostovoljno lotil tega. In to sem pač povedala tudi svojim prijateljem in družini, na kar mi na 18. rojstni dan na žurko, bivše sošolke iz osnovne šole, prinesel eno kuverto. In jaz mislim, super, dobila sem denar, top. In jaz odprem in tam bon za bungee jumping. In jaz sem ratala čist bleda, jaz sem bila sam, kaj je z vami narobe, to je, mislim, jaz sem bila čist, da jaz, mislim, a veš, pa je tako. Ne moreš reči, ne bom šel na neki, če ti to dajo za 18. rojstni dan. In sem tako, kaj naj zdaj naredim? In sem tako, sej ti boš to zmogla. In sem tako, jaz ne bom šla na to, ni šans. In pa si malo tenstala, tuhtala in pretuhtala. Pa ja, pol sem lani imela tako neko eksistenčno krizo, tako nisem vedela, kaj bi jaz sama s sabo, zaradi tega, ker sem nehala s plesom. In sem tako, kaj bom zdaj, vsega me je bilo strah. Za vsako stvar sem bila živčna in sem tako, zdaj boš šla pa na bungee jumping. Česar te itak najbolj strah in če boš to zmogla, boš zmogla marsikaj v lifeu. In sem šla in sem skočila, podala, totalno, res. In izkušnja je bila v redu. Mislim, bilo je grozen v momentu, ampak potem je bilo tako, si, sfurala, živa si, zdrava si, cela si. Grozno je samo v tistem trenutku, ko pač moraš se udriniti v globino. Ja, ko Tiste začutiš grozno. ta... Pa, ko si že enkrat na Ja. tisti elastiki, je pa tako. Ne. Ja, pol tam, ko se guncaš, Ja. levo pa desno, je full fajn. Ampak ja, tiska pa... Evo, naslednji fun fact, da si skin care freak. Ja, Pomeni, zelo skrbiš za svojo kožo na Zelo. obrazu. ja. Kremce, Serumi, guaše, vse živo, pilingi. Ja. Ne vem, kaj naj še povem taki. Od 13. Ne, leta vse- sem obsedena s tem in moja obsesija se še ni končala. ne maraš kajenja, to je super. Hvala. Ja, ne maram kaj. Da mi povej tole, iz vseh teh množice podatkov sem zasledil, mi je bilo všeč tole. Takoj, ko se usedeš v avto, v očetov avto, mu canslaš val 202. To mi je bilo všeč. Boš komentirala, kaj je to? Ja, pač jaz mislim, da je radio za poslušanje muzike, ne pa za neke intervjuje in novice o športnih dosežkih. Pač briga me, daj mi muziko, ko sem v avtu, da se sprostim in oči pa ful rad posluša te intervjuje in sej pač razumem super, sej zvečer se jaz tudi usedem za... In ti ni do intervjuja in to je to. Ne, pač lahko v miru poslušam muziko brez reklam in intervjujev in vremenskih napovedi. Vse mi je zato, ker sem v avtu. Klej mi piše, udeležuješ se castingov za kakšne reklame. A Ja. si kakšne reklami že nastopila? A res? Tako je, 2 leta nazaj sem bila v reklami za Mercator, za, kaj že, francosko se mi zdi, da štručko, itak sem ljubiteljica Pač, kruha, ja. tako da to je bilo super. Pol pa ne vem, kaj je bilo še, Dormejo, pa ne vem, po mojem se... Tudi tule Ne vem, vem, da ne vem. nekako zelo paziš na svoje zdravje, hkrati pa poješ res zelo veliko sladkih želej bombonov. Kako gre to skupaj? Hiter metabolizem. Aha. Takole. Okay. Pa res se ne maram omejevati prehrani. Pač pojem tisto, kar mi paše. Načeloma rada jem zdravo in mi paše je zdravo. Ampak pojem pa res Kaj več, rada ješ? kot pričakujejo ljudje. Kaj imaš rada? Morsko hrano? Morsko hrano, testenine, pico, krompir, riž. Ja, tako pad thai, mehiško imam ful rada.
Ja, tako hrano nasploh, pa je tako sladko, pa je tako sladoled. Bojiš se žuželk? Sploh ne. Ne, to pa groza. ne več, premagala si tudi ta strah. Kje, to pa ne bom nikoli premagala, niti ne nameravam. Ogabno, to pa sploh ne morem. Karkoli, tako, sploh. Kaj je pajk v sobi, sliš to cela ulica. Ni šans. Fuj. Ok, mislim, da sva se jaz sem se počasi že izpel. Na koncu bom še eno vprašanje vprašal. Ja. Sam, da ga klele najdem. Nič ga nisem. Aha. Kako ste nepripravljen, profesor? Jaz imam taka obremenitve. Bremena. Saj razumem. Ja. Okay. S čim se tvoj največ ukvarja? Mogoče ta trenutek in kaj si se v zadnjem času novega naučila? Moj se trenutno ukvarja s tem, da sem pomirjena s tem, da ne vem, kaj prihaja, da se malo prepustim in da mi je udobno v tem, da ne vem, kje bom čez pol leta. To mi je kar izziv, ampak mi gre kar v redu. V zadnjem času sem se pa naučila od vode in integrale za pozitivno. Čestitam. Hvala. Brina, hvala za pogovor. S to epizodo tudi zaključujemo prvo sezono Poljanskega kavča. Na vaše zaslone pridemo zopet jeseni. Do takrat pa uživajte v priložnostih, ki vam jih nudi poletje in počitnice. Gledamo se kmalu v drugi sezoni z novim gostom na istem Kavč kanalu. Čavke. Čavke. Evo, Brina, to je bilo to? To je bilo to. Ja, to še ni bilo to. Aj še kaj? Viš kaj opažam? Opažam, da kri ni voda. Ker sem slišal, da se zgleduješ po svojih starših, ker si našla partnerja na Poljanah. Namreč, poročila si se s sošolcem Aljažem v poljanski kapeli, kjer vaju je poročil pater Voran. To je kar neki. Torej, Brina, čestitam vam za to simbolično obeležje in upam, da bo ta zveza trajala dalj časa, kot pa ta instant poroka. Mislim, da je bilo... Kaj je to fora? Pa Gregorjeva, sploh ne vem, kar neki v glavnem. Na Gregorjevo si se, ja. Tako dost, mislim, da kogarkoli drugega bi lahko zbrala, ampak itak, a ne. Se je odločil mene potunkat, tako da... Kakorkoli, čestitam in srečno, Brina. Hvala za povabilo, hvala enako.